Predlagam, da nadaljujemo sejo. Doma nas čakajo. Tako da predlagam, da preden začnemo, ugotovimo sklepčnost, torej prosim vas, če daste noter kartice nazaj v reže. Tako da je čip obrnen naprej in če ste dali kartice v reže, predlagam, da ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, če pritisnete zeleno tipko, ko se bo pojavil diagram. Glasujemo. Od 29 svetnic in svetnikov vas je prisotnih 23, tako da ugotavljam, da je večina tukaj in da lahko nadaljujemo z delom. Prehajamo na 10. točko, predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalci pa magister Matjaž Srša, Marija Kos in pa Bogomira Skvarča Jesenšek. Besedo ima gospa Marija Kos, izvolite. Dober večer. Pred nami je predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 v drugi obravnavi. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg itd. In jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Od prve do druge obravnave se odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023 razlikuje samo v točki 6, in sicer smo povečali sredstva za sofinanciranje urejanja vodotokov iz 50 na 90 tisoč evrov, ostalo pa je isto. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Besedo ima Vojko Tonin. Lep dober večer vsem skupaj že zdaj, čeprav smo podnev začeli, bomo pozno zvečer nehali. Jaz bi tlele par stvari omenil. Jaz pozdravljam te preventivne ukrepe na vodotokih, ampak bi tlele spomnil na to, da se premalo naredi na čiščenju struh vodotokov. Tukaj je verjeten večji del odgovornosti nosi tudi država, ker praktično skoraj ne naredi nič ali pa ne veliko na preventivi, ne? Ker potem, ker že treba sanirati, je že stvar malo pozna, pa tudi malo draga. Če bi se struge očistile teh nanosov, peska in tega mulja, bi bilo tudi manj odnašanja teh brežin in manj stroškov za sanacijo. Zdaj, to moram pohvaliti tlele, da je občina namenila 50 tisoč evrov da gasilska zveza sanira te vodotoke, ampak gasilci ne morejo vsega narediti. Oni lahko površinsko očistijo te vodotoke, ne morejo pa to odstraniti teh nanosov peska, ker je to treba strojno odstranjevati. Ampak vseeno bi upozoril na to, da jaz ne vem, koliko občina lahko vpliva tudi na državo, oziroma da se tam stvari premaknejo naprej, ker tlele zdaj vidim, se določene stvari obrnile v pravo smer, da se določeni vodotoki bojo sanirali in uredili, ampak me je kar malo presenetil danes podatek, da se na primer za saniranje enega vodotoka čaka 14 let oziroma najmanj 3 mandate. V prvič so mi rekli dotični, da je bilo to 2009 vložena prošnja, danes pa smo 2023, to se pravi 3 močne mandate. Nekdo je že prej to na stran dajal, ampak vseeno. Vemo v 10 letih, koliko neurij pride in koliko vodotoke v tem nadaljnjem času lahko naredijo škode. Ampak vseeno, stvar se je premaknila v pravo smer in pozdravljam to. Upam pa, da se bo tudi, razumem, da to vse stane in da denarja ni in da je treba stvari urediti s papirnato in pa z državno direkcijo za vode, ampak vseeno je treba te stvari majhen pospešiti, pa majhen prej
vzeti, bom rekel, po domače v del. Ne. Pa še ena stvar me tlela mejhen zmotil oziroma me zanima, kako to občinska uprava rešuje sofinanciranje kmetijskih plazov. To se pravi do polovice oziroma največ 5000 evrov. Tlela, če mejhen včasih pogledate okrog sebe, vidimo, da vsako brežino neke rine, se dela neke potke, neki odkopava, prekopava in zdaj me zanima, kako to je, če nekdo sproži plaz, če je to plaz, ki se je sprožil zaradi prenamočenosti terena, to razumem, da se to pomaga. Če pa nekdo sam sprožil plaz, pa da se mu potem še sofinancira, pa mislim, da to ni čist na mestu, čeprav opažam, da se to tudi dogaja. Ne bom rekel, da je občina sofinancirala, ampak vidim pa, da se veliko stvari posega, mislim, v naravo in se odkopava in potem se to stvari spreminjajo in pride do plazov. Toliko, hvala. Hvala. Zdaj, glede sanacije plazov je zelo jasno, da tiste plazove, kjer je ogrožena javna infrastruktura, torej ceste ali pa vodovodna kanalizacijska napeljava, tiste plazove saniramo občina iz lastnih sredstev sama. Največji plaz na leto enkrat prijavimo na državo in nam ga država sofinancira, enega na leto. Zdaj, za te manjše kmetijske plazove se pa ve, kaj so to. To so tisti, ki so jih sprožile naravne ujme in ne človeška, se pravi, posredovanje. Tako da tiste plazove pa od lanskega oziroma 2 let nazaj pa sofinanciramo tako, da kmetu, ki je lastnik tega zemljišča, damo zraven do polovice vrednosti investicije oziroma do maksimalno 5000 evrov. Torej, če je plaz sanacija 12 000, mu damo 5000, če je pa 3000, mu damo 1500 evrov zraven. In s tem smo spodbudili kar nekaj zasebnikov, da so te plazove po svojih področjih posanirali in na ta način tudi en z drugim nekako rešujemo te probleme, da se ne dela večja škoda. Tok, še kdo? Ne? Potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.